da je Zoran Pevec slovenski pesnik, esejist, slovenist, literarni znanstvenik, literarni kritik in urednik, član Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN. Pesmi, eseje in literarne kritike objavlja v vseh pomembnejših literarnih revijah v Sloveniji. S prevodi poezije je predstavljen tudi v tujini. Prejel je več literarnih priznanj in nagrad. Nominiran je bil za Jenkovo in Veronikino nagrado. Leta 2013 pa je v Velenju na Lirikom festu prejel Velenico čašo nesmrtnosti za 10-letni vrhunski pesniški opus za odrasle v 21. stoletju. Knjižno je objavil ducat samostojnih zbirk poezije, nekaj tudi v prevodih. Ja, zanimivo, seveda. Pač živimo v dobi neoliberalizma, kjer je na videz pač pomembno to, da imamo polne žepe denarja, BMW-ja pred garažo pa bazen. Knjige so pa na videz nepomembne, predvsem poezija. Vendarle menim, da je poezija zavzema nekako status butičnega oziroma nekaj povsem posebnega znotraj književnosti, ne samo znotraj umetnosti. Da je neke vrste abeceda sveta, ker namreč beleži naše ljubezni, zlo, dobro, strahove, tesnobe. To počne na nek tak način, ki pravzaprav poizkuša nadgraditi oziroma presega algoritem tega vsakdanjega neoliberalističnega jezika in zaradi vsega tega se mi zdi, da bo poezija, dokler bo ta svet, ne glede na to, ali bo večino ali pa da izgleda, kot da je nepomembna. V bistvu je prav zaradi tega pomembna. Ali je imela kdaj poezija politično moč, politično konotacijo? Ali se ti zdi, da jo mogoče ima še danes? Ne vem. Seveda, zanesljivo ima tudi. Vsaka poezija mora v nekem svojem segmentu ima tudi ta družbeni angažma. V tem trenutku, kar se mi zdi sicer, da je preveč poudarjeno oziroma izpostavljeno poezijo v zvezi s queer gibanji, LGBT plus gibanji in tako. To so manjšine, ki morajo imeti podporo. Ne smejo pa biti tiste, ki v družbi prevladajo in potem drugi izgledajo, kot da da ne počnejo to, kar je potrebno v svetu. Skratka, morajo imeti podporo, ne smejo pa biti predimenzionirane. Seveda poznamo odlično LGBT poezijo, postkolonialno poezijo, poezijo, ki jo pišejo Afroameričani in tako dalje. Vendar se mi zdi, to je del tega družbenega angažmaja, vendar pa se mi zdi, da poezija vseeno tudi ta družbeni angažma na nek način presega. Kajti namreč, če se poezija prične ukvarjati samo s svojim popredmetenim stvarnim okoljem, izgubi tisto, zaradi česa v osnovi v bistvu je. Poezija pa je zaradi tega, kar sem prej omenil, zaradi beleženja vseh teh strahov in tako dalje, in po drugi strani ne sme biti preveč iz tega sveta. Skratka, mora biti na meji izrekljivo neizrekljivega in po drugi strani, ravno pred kratkim, to se mi zdi krasno vprašanje, pred kratkim je v primerjalni književnosti Brane Senegačnik pisal o antropološki redukciji in sicer na sociološki, semantični in kognitivni ravni. Če hočemo iz poezije narediti samo, da bo sociološko pomembna, se pravi družbeno, bo izgubila nekaj tistega, kar ima v sebi bistvenega, se pravi, da se ukvarja z našo prednamskostjo, z izvornim kogitom, z nečim tistim, kar je v bistvu imanentno nam samim. To poskuša, ta predrefleksijskost poskuša priti na dan, se mi zdi, s poezijo. Tega pa v družbenem angažmaju ni toliko. Tam gre za neki drugi, a ne, si hočeš povedati tem, ki se na napačen način
oziroma hoče pač podjarmiti ali kakorkoli vse druge ljudi okrog sebe, se tudi upiraš, ampak zgubljaš tu. Se pravi, na tej sociološki ravni gre za redukcijo, potem gre na semantični in na kognitivni. Kognitivna ravn je, vemo, ukvarja se s tem, da na nek intelektualističen, razumski način razlaga svet okrog sebe. Če bi bila možno poezijo razložiti na tak način, potem poezije pravzaprav sploh ne rabimo, a ne? Ker poezija mora to navadnost presegati. Poezija govori, kot sem rekel, iz sebstva. Lirika je v bistvu zapisovanje sebstva. Sebstva pa se ne da povedati s popredmetenjem, ampak z nečim, kar je duhovno, transcendentno in metafizično preseganje tega navadnega vsakdanjega sveta. Zaradi tega mislim, da je poezija še vedno pomembna. Zdaj, kdaj pa je, a ne, to na drug način presega, kdaj pa je nekaj poezija ali ne, tu pa mislim, da pove šele časovna distanca. A ne. Doma smo dosti brali, ne. To je bil eden izmed razlogov, kar me je verjetno potegnal v to bralno okolico. A ne. Ko sem bil zelo majhen, so bile tam, kjer smo živeli, je bila ena od žensk, ki me je občasno dopoldan pazila ali pa se vsaj malo z menoj ukvarjala, slikarka. In ona, čas, ko sem bil že čist, tak 4-letni, 5-letni fantek, me je hotela malo miriti, pa je ona dala tisto svojo platno tja in je rekla, zdaj pa Zori, ti tule malo glej, pa je začela mešati barve, še zdaj imam to, ne, ti Zlatko veš, kak je ta von barve, pa to, ne. Ko jaz zavonjam tiste, te barve, pa to, še zdaj me spomne na sliko, spomne me na to žensko, zraven ob tem je govorila o Bibliji, neke biblijske zgodbe, ne, to sem jaz kar poslušal. Čeprav doma nismo hodili v cerkev, mama je sicer bila verna, pa ni hodila v cerkev, oče ni hodil v cerkev. Nismo bili ateisti, nismo pa bili tudi verni, tako, ne. Ampak te zgodbe mi je pa ta gospa, ta slikarka pripovedovala, ne. Potem so bili tam, so imeli enega sina, ki je imel doma klavir in so hodili k njima, oni so imeli tako veliko stanovanje, bili so še iz prejšnjega obdobja, ampak so jih potem pač nacionalizirali, to stanovanje ogromno so jim pa pustili. In imel klavir in so hodili k njemu fantje s pozavnom pa tako in so trenirali jazz, Dixieland pa to, ne. In so mene pustili, da sem se jim malo tam motovilo, ne. Verjetno mi je tudi nekaj zraven prinesli, dokler me niso imeli poln kufer, pa so me nagnali ven iz sobe, ne, ko sem jih tam motil, ne. To je bila ena taka, dve taki stvari. Potem, ko sem bil malo starejši, sem pa prišel v družbo Borja, recimo Zupančiča, znanega celjskega karikaturista, partnerke od Lile Prat tudi, in tam smo tudi pa imeli, on je pa tudi bil slikar, in tam smo pa tudi imeli eno tako družbo, ki je bila zelo umetniška, ne. Smo igrali košarko, ampak pol zvečer smo pa, ne. In mislim, da je to bila ena taka iniciacija. Prve pesmi sem objavil v Mladih potih, potem v srednji šoli, kjer smo vsi začeli, ali Pota mladih, ali Mlada pota, ne, v mladini. Potem bi pa to pač nekaj šlo naprej. Predvsem to, da je mama res veliko brala, ne. Pa še nekaj je bilo, ne. Knjižnica je bila v sosednji stavbi, zraven tam, kjer smo stanovali, ne. Tako da so bile knjige pravzaprav pri roki, tudi doma smo imeli kar nekaj knjig. Oče je sicer res tudi bral, ampak on je bil bolj tehničen človek, če je bral kakšne vojne romane ali pa detektivke v najboljšem primeru. Mama je brala pa vseeno, doma smo imeli že takrat neka založba, ne vem, kako se je že rekla, ne, Sini Galep je bil pa Školjka, ali kako je bilo. Tam so kar take tudi klasike izhajale in sem imel to pač pri roki, pa me je verjetno potem pač to potegnali, ja. Mi je pa kar nekaj pesmi šlo ravno v tej, ravno v tej antologiji, ki ste mi jo izdali v Velenju, ko sem prejel to res imenitno nagrado Čašo nesmrtnosti, Velenico za 10-letni pesniški opus. S tem sem se našel tudi v res eni
imenitni pesniški družbi in takrat mi je šla tudi ta knjižica Moški v sobi. Moški v sobi. 4 stene, 2 luknji v njih, za okno in vrata. Razmišlja. Kakor vedno. Opazuje senco telesa. Ko se premakne v levo, se senca zgane v desno. In to se dogaja kar naprej. Moški v sobi nikoli ne more ujeti lastne sence. Moški v sobi sedi na stolu. Razmišlja, še vedno. V prividu si nariše žensko. Ta ima dolge ali kratke lase, velike modre ali kakšne podobne oči, prozorno bluzo, skozi katero silijo vršički napetih prsi. Z bosimi stopali stopa po cerebralnih zavojih moške domišljije. Moški v sobi nepremično zroči podobo, ki mu prikimava. Potem pomisli, ali navidezna ženska že ve, kaj on razmišlja, in seveda ve, da se ne moti. V neki točki je pesniška zbirka, vse pesmi, vsi verzi so napisani v oklepajih. To je bil tak ene vrste, bi rekel, mal eksperimenta. Enkrat se mi je zazdel, pa bi zdaj jaz pa to nekaj mal drugače. In sem rekel, bom dal pa vse oklepaje. Skratka, tu v teh verzih ni nikoli prišlo do Enžabemaja. Vse je bilo znotraj oklepajev, večinoma nisem prenesel tega verznega prehoda. Je tu neka zamejitev s temi oklepaji. Po drugi strani, na miselni ravni, sem pa poskušal povzeti način, kako mi prehajamo iz ene v drugo točko v življenju. Hodimo recimo v osnovno šolo, pa je to neko obdobje, pa je konec znotraj oklepaja. Gremo, včasih smo hodili k vojakom, pa smo tisti dal, pa je to bilo v oklepaju, pa druga točka. Pa nekdo se poroči, pa je tam, pa je zopet v oklepaju, pa naprej. Tako se mi zdi, da je celo življenje sestavljeno iz enega niza prehajanja iz enega v drugo stanje, v drugo obdobje življenja, ki sem jih poskušal dati v oklepaj. Skratka, celo življenje, dokler na koncu nismo sami v oklepaju, ko nas ni več. Med listi list, spotaknem se in se poberem, ponižen bivam, razočaran kdaj vmes vesel, list med listi, beseda med besedami. Liste v knjigih posušim, v stavkih zbiram vejce, premikam se spokojno proti odročnim ciljem, skladno osmišljen, med črkami prelistam sebe. Taksist. Z avtomobilom se zaletim v taksi. Voznik ima veliko glavo in majhna ušesa. Ob njem sedi mlada ženska. Izstopim. Oba steklenih oči zamaknjeno zreta na cesto. Pomislim, sta mrtva. On jo z eno roko drži, še vedno zarit. Z drugo se oprijema volana. Stopim bliže. Hočem vprašati za morebitno pomoč. V tistem hipu zazvoni mobilni telefon. Moja žena reče, ali pridem kmalu domov. Kmalu, odvrnem. In primem za prsi žensko v avtomobilu. Mimogrede presenečen ugotovim. Neznanka je moja ljubica. Hladna je, v resnici mrtva. Takšen sem pravzaprav tudi jaz. Hladen, kakor mrtev. Ozrem se k taksistu. Prosim ga,
da me odpelje domov. Hasidski pevec je pa še ena taka tudi besedna igra, ne, Zoran Pevec, hasidski pevec. Po materini strani smo Judje, čeprav nismo bili nikoli te vire, ampak me je to vedno zelo zanimalo in sem pač proučeval to židovske običaje, navade. Hasidi so eni od najbolj teh tradicionalnih ortodoksnih Židov, to je tam proti jugu Poljske, jugovzhodu jih je največ živelo tam od Šlezija navzgor, to so tisti Židje, ko imajo te klobuke pa te confle, ne, izrazito potem živijo. Zdaj, jaz seveda nisem tak živel, ampak ko sem pa kaj počel in to delam še zdaj, delam pa zelo zares. Zelo strukturo, zelo se poglobim v tisto stvar, zelo grem v neke temelje, v bistvu v izvorni kogot ali pač kakorkoli temu rečemo. In tu se mi pa zdi, da sem blizu bil temu hasidskemu načinu razumevanja in dojemanja sebe in sveta. In sem potem tudi na ta način nekako poskušal napisati celotno vso zbirko. Mesto zvečer. Je zapisano, da je mesto mrak, tik pred večerom. Ženske prodajajo vrče z izgubljeno obliko. Siva koprena pomenov. Vse z imeni ulic. Vse med velikimi trgi družine zidov. Trobljenje neustavljivih množic. Pogled se stegne v kupolo mestnega sloga. Popolno štetja glasov, popolnost občutka nepripadnosti, divja vožnja z avtomobilom, taksi, zavpijeta iztrebljena preteklost in zadrega prihodnosti. Genij nosi v sebi načrt za genialnost, piramida epigramov utripa iz barskih napisov. Zdaj zaslišiš v bistrojih sireno razmnoženih uporabnikov metafizike. V neki galeriji je razstavljena slika podganih repkov. Čisto malo bremena blaznosti. Tu so ustno izročilo, veliki plagiator čudežev, kazalo v središče sveta, kalne oči razrečenega tavanja. Vse je lahkotno, brez misli. Navzočnost jate lepotic, trajanje prižganega upanja, naročniki zasebnosti, lastniki besed vstajajo od mrtvih. Na steni je grafit. Ne pozabi biča, ko hodi skozi mesto. To ni Michel Foucault. To ni popravljanje zidu Roberta Frosta. Kamnita prepreka stoji tu že od nekdaj. Stena meje iz oči. Hrast raste, ob njej počasi, a vztrajno. Staramo se z njim. In naše ograde tudi. To niso črke, ki vse tiho opazujejo, nič ne mislijo, niti trznejo ne. Veliki sijoči utrinki. Ko se na zid nasloni mladenič in v deblo z majhnim nožem ureže svoje ime. To ni hrast, ki raste, moški, ki se stara, je le pogled, ki se rahlo slepi. Misli, da bo jutri videti vse enako, ko bo nekdo drug posekal drevo z njegovim imenom. Pesniki iz province. Pesniki iz province je morda Pep iz Cela. Ima telo, glavo, trup in ude. Lahko je pameten v malem mestu, a to ga ne more ustaviti, da ne bi bil tak tudi v velikem. Kar je pravzaprav podobno tepcu iz velikega mesta, ki je lahko tak tudi v malem. Ko v New Yorku zagleda fotografijo Franka O'Hare, se nekoliko zamisli in nadaljuje svojo pot do prvega muzeja, kjer ni ničesar takšnega, kot je v muzeju v njegovem kraju. Zato je pesnik iz province nekoliko prestrašen, saj s tem izgubi svoj orientir.
če se pesnik iz province zaljubi v pesnico iz province, nastane iz tega provincialna pesem, ki se na robovih počasi krha. Zato takoj prične vaditi za smrt, četudi srčno upa, da ga bo poimenovanje ulice po njem poneslo v nesmrtnost. Pesnik iz province hodi tudi v velikem mestu vedno po istih poteh, da ne bi zašel ali se izgubljen znašel na prepovedanem kraju. Ko vidi na steni grafit veselo na belo, ga takoj fotografira in se odloči, da bo kot črno na belem o prvi priliki napisal pesem o tem. Morda ji bo dal enak naslov kot Henri Michaud v knjigi Premikanja odmikanja, kam spustiti glavo. In ko bo prišel iz velikega mesta domov, bo ugotovil, da je njegova senca ostala tam, on pa hodi po brezpotih svojega malega sveta. In res je, si bo mislil, tako majhna je moja glava, pa tako veliko besed je v njej. Kamniti kip Boga. Bil sem mlad in zdelo se mi je, da sem sredi sveta. Bog mi je obračal glavo v svojo smer, a sam svoj, kot sem bil takrat, sem menil, da svetlobe ne najdeš tam, kjer je, ampak kjer jo iščeš. Bog je, Bog ni, ljubezen je, ljubezni ni, svoboda je, svobode ni. Skratka, nič posebnega, pač tipične najstniške fantazije. Nekako podzavestno sem včasih vendarle pogledal v oči očetu in vedel sem, da bo njegova tišina nekega dne spregovorila o meni. In v tem molku so bile besede o tem, da so ljudje redko tako dobri, kot upamo, a ne vedno tako slabi, kot se bojimo. Stal sem pred kamnitim kipom Boga in v tistem trenutku sem okamenel tudi jaz. Pascalova stava. Imaš 100 let in tvoje besede imajo 100 let. Napisal si svoj življenjski teorem. Poimenoval si ga mistični heksagram. Pridružil si se skupini samotarjev, ki rada opazuje svoje zmote, ker v njih ne verjame. Žepi polni vprašanj so ostali prazni. Vsaka misel ima svoj strup in anekdoto s protistrupom. Na knjižnih policah opazuješ vrsto svojih zablod. Razmišljaš, kako se obrezujejo drevesa v raju. Svoje pesmi prebiraš, kot lovec zasleduje divjad. Prežiš na smrt drugih pesnikov, da lahko s črko prevrtaš njihovega mehkega zajčka, če se pojavi v kakšnem verzu. Sikanjem rim preženeš nočno luno z neba in greš sanjarit drugam. In če že moraš staviti, staviš na tisto, kar največ obeta, a šele na koncu vidiš, kako bi moral začeti.